smo v vrhu po številu smrti v svetu zaradi epidemije covida-19. Levi delež teh smrti, ki se gibajo med 3 in 4 tisoč v absolutni številki, lahko pripišemo situaciji v domovih starejših občanov. Te smrti niso, recimo temu, naravna posledica epidemije covida-19. Neposredno so povezani z ravnanjem oziroma odsotnostjo ravnanja vlade Janeza Janše. V Levici smo že v prvem valu opozarjali, prosili, rotili, predlagali, da se obolele starostnike v domovih starejših vendarle prestavi v dislocirane oddelke oziroma tam, kjer je prostor v bolnišnicah, da se jim priskrbi bolnišnično oskrbo. To ni zraslo na našem zelniku, naše pobude so bile povezane z hotenjem in potrebami skupnosti socialno-varstvenih zavodov in delovnih kolektivov medicinskih sester, bolničarjev in ostalih, ki v teh domovih delajo. Pa so bile vse naše pobude, prošnje in opozorila bob ob steno. Nato je prišlo poletje, vlada Janeza Janše je delala stran, čeprav nas je praktično dnevno opozarjala, da naj se pa vendarle pripravimo na drugi val, da se pripravimo tako, kot se ona sama ni. In nato je tragičen davek v številu smrtih v domovih starejših občanov začel zares rasti. Pa še kar nismo dobili dislociranih oddelkov, dokler nismo bili globoko v epidemiji. Te smrti so bile izogibne, tem smrtim bi se lahko odrekli, če bi nas na vladi vendarle poslušali, pa nas niso želeli, ali pa so bili nesposobni izpeljati osnovno vzpostavitev dislociranih oddelkov, enako kot so bili in so očitno še vedno nesposobni izpeljati osnovno računovodsko operacijo, da se pravočasno domovom starejšim občanov nakaže sredstva, potrebna za izplačilo dodatkov za zaposlene. Že po prvem valu so ta sredstva več mesecev zamujala, nedvomno je trenutno situacija enaka. Se je vlada Janeza Janše raje ukvarjala s tem, kako zaposlenim v zdravstvu ne dvigniti minimalne plače, kot s tem, kako jih primerno nagraditi.